In pravijo, da jih ne bo več... Oj! Ko sem se osral, stari model, sem se vam povozil. Dobar dan. Kar na ušna sela bi prosil. Letalo za mojim hrbtom bo čez dobre pol ure poletelo, v tem trenutku smo v Barceloni, obrnili se bomo proti Afriki, gremo v mesto Fez v Maroku. Človeka za mojim hrbtom poznate. Jure, kaj gremo pelati? Deželnega križarja. Gremo pogledat, če Land Cruiser še najde oprijem tako, ker ga je vedno. Pa glede na to, da je čarter, se mi zdi, da imam šanse, da grem med letom v kokpit. Te bomo videli. Kaj pa v zglavniki stari The Adventure Begins, Land Cruiser. Čist vsi so rjavi. Da gremo v hotel, tiskovka. Ne bi še tukaj malo postala. Ti, da naš jaz po noči na WC pa dočko z okno pogledal. A si pokazal ljudem, kako so lepo postavljali? Ja, ti pa se še ne pogovarjal z eno po noči. Z obliki v vrsti, kot hiše v Trsti. Ti, kje pa Jure, diferencial mu boža? 215, kje je 216? Tole pa je alpski stil Madonna. A veš, ko ves čas misliš, da veš, kaj vse Maroko je, ampak v resnici najbrž nimaš pojma. Good evening everyone, good evening and welcome to Morocco. Thank you very much for joining us for the dynamic press launch of the new generation Land Cruiser. Dobro jutro. V tem trenutku sem obdan z 18 novimi Toyotami Land Cruiser. Če misliš, da sem jaz nahajpan, si moraš misliti, v kakšnem mental state je zdajle Jure. Preden pa zalaufamo motorje, ne pozab. Pisalo se je leto 1951. Sicer se čisto od začetka ni imenovala Land Cruiser, ampak tam se je vse skupaj začelo. Od tam prihaja Land Cruiserjev DNA, ki ga vsi tako dobro poznamo. Ti rečeš, Toyota Land Cruiser je hitro vse jasen. Jure bi rekel, to je tisto avto, ki te pele tja, ampak te pripelje tudi nazaj. S tja mislim do konca sveta. Zdaj, glede na to, da je zgodnje jutro v pregloboke detajle, v tem trenutku ne bomo šli, ampak dovolj mi, da ti povem samo golo osnovo. In to se mi zdi ful pomemben, ker je treba vedeti, da od zdaj naprej bo Toyota Land Cruiser samo še električna. Se mi ne verjameš, ne? Vse je prav, seveda da ne. Pod pokrovom motorja Land Cruiserja bo tako kot do zdaj še vedno doma dizelski motor, 2,8 litrski štirvaljnik, v tem primeru 205 konjev, 500 Nm navora. In v resnici je to tudi edini motor, ki bo na voljo za kupce v Evropi. Od tukaj naprej pa pustimo vse skupaj. Naj se zgodi dan, naj se zgodi ekspedicija Atlas. Le kdo se dere z balkona, čak sem malo. Jure, kje si? Imam razgled na najlepši stroj na parkirišču pa na Maroške Alpe. Ok, prid dol, no? Jure, kako so rekla, jaz sem čez asfalt, ti pa vse ostalo. Tako je. To je ta nefair računica. Ne? Ima tudi radar, kamerama, pa boš videl, ko bo pa zaslovno pritisnil. For the record. 10 minut nazaj na zajtrku sem rekel, Jure, da ne bo vseh patronov pokurila v prvih 2 minutah. Cel dan se bo vozila, pršpari kaj. Ko bomo mi zavili z asfalta dol, bo vsak ovink kot nova stran v romanu Ernesta Hemingwaya. A si na kakšnih drogah? Nisem vzel noč dan zjutraj. Driver change. For the record, to ni smešen niti mal, ne? Kako so vesele, da se z nami pelejo, a? Tudi voda uživa v trenutku, sploh noče iz havbe dol. Prijatelj, tebi se reče prijem, ne sem pod kolesi, še na havbi. Da povem še kakšno številko, pa začnimo s tem, ker je s terenom tako tesno povezan, oddaljenost od stalo takšnemu avtomobilu, pa
pač mora biti ne samo zgledna, ampak hudo nadpovprečno. V tem primeru 28 cm pa pol so rekli, Jure, drži? Drži, pa tudi več kot 20 cm tudi pod diferencialom. Prečenje vodnih ovir so mejo postavili na 70 cm. 70 cm bredenja, seveda se to lahko tudi spremeni, če je avto ustrezno opremljen, seveda govorimo o više postavljenem zajemu zraka za motor oziroma tako imenovanem snorklu. Zdaj vidiš, da nam je Afrika lepo začela tale prihod v Maroko. Včeraj je bil dež in je to čudovito deželo vdel v tak zeleno-rjavi kontrast. Le, kje so eni doma, stari? Ne me jebat, zdaj stav za sekundo, stari, sam da to pokažem. Pazi zdaj. Bam! Tama do šole tudi kar nekaj, ne? Offroad smo rekli, Jure je končno vklopil tudi reduktor, jaz sem si že dober pulover umazal, ampak nič hudega, zdaj šele dobro začne. Aha, le, ditch crossing, lock the center differential. Klac? Čak, pa kaj še piše? Podpela bo stabilizator. Disconnect the front stabilizer. A boš ti povedal, zakaj so vse to naredila? Tu smo naredila, da štirikolesni pogon najprej pripravimo. Reduktor smo ga že dali, zato da omogoča plezanje, zato da več navora pri nižjih hitrostih pride na kolesa. Pol sva zaklenila pogon, se pravi, nimava več zdaj razporejenega navora 40 od spredaj, 60 od zadaj, ampak imava 50-50. Vsak kolesni par enako vlečna moč, ker imajo pa sem še res kleni terenci, to se pravi Jeep Wrangler, Toyota Land Cruiser, Mercedes G. Odpela sva stabilizator spredaj. Električno se tne, deluje do hitrosti 30 km/h. To pa omogoča večje pomike koles, ker imamo tamle hud graben, in bomo s tem lažje kolo obdržali na tleh in takrat, ko je kolo na tleh, ima tudi največ trakcije. Včasih se vprašam, ne? Kvaj jaz sploh tukaj delam? Pa smo pa že nekaj kilometrov naredili onstran asfaltnih robnikov, ne? Kaj pa kaj guma, stari, Guma da je gore. prijetno na dotik. Profil je, ne? Ajde, gremo. No, zdaj pa še predvidevam hill descent control. Jure, kje si? Evo ga. A ustaviš se lahko, pa me pobereš? Okej. Jaz se kar vozim, stari, to, je strmo. Povej, kaj počneš? No, lej, tukaj ti hočem pokazati terenski tempomat, ne? Ja, vidim, ja. Ko smo kravljali, jaz sem se spustil na 3. stopnji, v najhujšo strmino. Se pravi, ne, in tukaj na mode selectu sem prestaviš višjo hitrost, ker zdaj pač strmina ni več tako huda. In on lepo spleza. Kako samozavestno, kako mirno Land Cruiser preleze čez vse, kar mu pokažemo, ob tem je pa seveda treba poudariti, da se furamo na serijskih gumah, na katerih Land Cruiser zapelje iz salona in so resnici na ljubo prvenstveno vse namenjene prej asfaltu, pa lahkemu, blagemu off-roadu, kar pa to na določenih trenutkih tudi približno ni. Če pa hočeš seveda maksimum iz takšnega avtomobila, boš pa gor nadel, ne vem, boš dal grebrce gor, nekaj takšnega, ki zmore poiskati prijem, ama res pa čist posod, sploh v kombinaciji s takšnim avtom. Evo, pa še prvi komentarij za volana. Kaj me najbolj navdušuje? Smooth, kako smooth podaja močna kolesa, nov 8-stopenjski menjalnik, ob vsem tem supportu elektronskih naprav, mehanskih naprav za premagovanje tehničnih ovir, mislim, noro, res noro. Kje pa je avto sploh? Ali ga, stari, koliko je mejhan? Kako lepo plezamo, stari. Kaj, če se tukaj ustavimo? Jure je zabremzal in se ustavil na najbolj strmem delu. In če predpostavljamo, da se vozimo na gumah, ki so res tiste, ki so osnovne in v osnovi niso namenjene hard off-roadu. Ko mi trebuh not vleče. Tu je gravitacija. Kaj je tak klanc? Ja. Daj spel, da vidim, če se mu premaknem. Ker zdaj pa res vse na pogonu. Stari, kaj da ni nič v delu. What? What? Da, lahko še plug zaplete od zadaj. Ali pa mulčer. Po klancu, da. Dobro je. Da ne bomo samo o avtomobilih govorili, ne. Klele so hiše bolj na redk posjane, šola zgleda pa takole. Evo, vidiš, tukaj noter, ne vem, se sliši. Zraven šole so parkirana pa prevozna sredstva. Kaj ti? Se te nam zajahu, ne skrbi.
govorim, koliko se pozna, da je avto bistveno bolj čvrst, ne? Da je bistveno bolj natančno vpet v podvozje, pa predvsem ima 84 dodatnih zvarov, točkovnih, pa 11,9 metrov limanih površin, ki ti dajo pa odlično torzijo, pa hkrati elastičnost. Ne? Tukaj imamo pa že kar alpinistično smer. Ne? Ciril, dajle, to podvozje tako lepo požirate, ta miks cest med peskom, makadamom, luknami, valčki, motor požira kilometre, daj ti zdaj v kabino spust malo Afrike, malo ta pravega Maroka. A? Čau punce, kar počas. Dost romantike. Veliko smo se že prevozili, ampak še vedno pa ne veš, kako izgleda delovno okolje Land Cruiserja, kako izgleda kokpit. Dovolj mi, da ti ga pokažem. Pa preden gremo noter, ne, da boste videli, kako smo bili temeljiti avtu, nismo nič dolžni ostali, on pa tudi nam ne. Ok, zdaj pa kokpit. Poglej, tole je kokpit Toyota Land Cruiser. Kaj je ta prva stvar, ki jo moraš vedeti? Za začetek, tukaj noter je fizičnih stikal, kolikor hočeš. Evo jih, kolegi novinarji, na poti proti zaključku dneva. Torej, delovno okolje zaznamuje zelo velikenih horizontalnih potez. Kar se pa gumbov tiče, ti pokažem tiste, ki so najbolj pomembni. Ja, nič, kar sedimo v Land Cruiserju, se dajmo zato usmeriti kar tukaj na sardinski greben in na telih 5 stikal tukaj. Poglej, tukaj je izklop varnostne elektronke, tukaj je izklop stabilizatorja, o katerem je govoril Jure, zaklop sardinskega in zadnjega diferencijala. No, tole je pa tipka, s katero vključiš skrajšano prestavno razmerje oziroma reduktor, če tole pritisneš noter in daš na L4. In to je to. To je vse, kar moraš vedeti. Ne, sile, pejmo naprej. Mimogrede, tudi meni gre tale bel kabel zdaj na etra, ampak je povezan s telefonom, ki je Toyotin in skrbi za navigacijo, ki je, mislim, če se mi tlele zgubimo, bomo imeli velik problem, zato ne bomo nič izklapljali, bomo pustili sistem tako, kot je. Poglej, za izpostaviti recimo še tale crawl mode, to smo že rekli, da to je ene vrste tempomat za off-road, da določiš hitrost lezenja po off-roadu in tukaj s tem vrtljivim okroglim stikalom pa določaš hitrost tega lezenja. Pol imamo tukaj pa še MTS, z njim zbiraš pa vozne programe. Poglej, se to sem pokazal že takrat, ko smo bili na Danskem. Torej imamo avto, dirt, sand, mud, pa deep snow. Ok. Jure, jaz sem tele gumbe za offroad že razložil, ampak hočem povedati, da tukaj klasičnih stikal pa gumbov pa vzvodov je ogromen. Edino, kar me zmoti, stikala za šipe, ki se pomaknemo naprej, tako da vedno najprej začaj odprem na cestnini. Drugač pa prostor, pravi, da ga je malo več tudi v drugi vrsti, pa tudi prtljažnik je, da bi bil malo večji. A ja, pa 7-sedežnik je, ne? Pa ne pozabiti, da na ta avto še vedno pretneš 3 tone pa pol težko prikolico. No, da jaz sem zjutraj že nekaj govoril, ampak je prav, da ga pogledamo. Mimogrede, lepo smo ga očedili, ne? Kaj bo rekla? Švoh 3 litre, 2,8, 4 vali, 204 konje, pa koliko navora? 500 Nm, pa lej, čudovito je oparjen s tem 8-stopenskim samodejnim menjalnikom. Tukaj sem te čakal, ja. Kako celoten sklop sodeluje, motor, menjalnik, pogon? Danes se je na terenu kar nekajkrat pokazalo, da ta motor, pa ta nov menjalnik
res znata sodelovati v najbolj zahtevnih razmerah. A ja, pa če bo kdo od vas, Jure, ti kar zalafi, pa se na cesto postavi, če bo kdo od vas, ki je videl ta novega Land Cruiserja z okroglimi učkami, morate vedeti nekaj. To je omejena izvedba, first edition, ki so jih naredili, po mojem mnenju, čist premalo in pravijo, da jih ne bo več... Oj, ko sem se osrol, stari, a si na glavo, faktum model, sem se vrš povozil. Smo pa zvedeli včeraj še nekaj, ker pa do zdaj nismo. Vedeli smo, da gre za omejeno izvedbo, da jih je ful malo. Nismo pa vedeli, da je predlog za te okrogle lučke dala v Toyota Designer ekipi ena ženska oblikovalka, ki je rekla, pa mi delamo to novega Land Cruiserja, želimo se z njim povezati z izvirnim DNA, z vso tradicijo, ki jo imamo, ampak hej, te prvi so imeli okrogle lučke in tako so prišle tudi na to novo cruizo. In to vsi novinarji sprašujejo, pa zakaj ni več takih? Ja, zato, da kad ti ga vidiš, rečeš, no, ta je pa res poseben. Ti pa tale drevesa, če jih nismo pokazali, ne, se ti kar pel, ampak Madonna, stari, če tole ni starojene 500-600 let. Meni se zdi še dinozaura v senci držal. Ta je poslička tukaj naložil, da se mu bo prevrnil model. Kaj boš probal? Je to, kar ljudje ukinjajo, ne? Ta pa ni, po moje. O, stari. A ne? A veš, kdo so zdaj solzico spustili? Vsi BMW-jaši. Ja. Vsi, ki so Turinge vozili. Ja. Ej, samo škap mi da morali narediti, Jure, preden ga operajo. Da se podpišva, no, na šipco, a? A? Ja. Ça se part à mes pouces. Evo ga. A se moram mesto dosesti? Ja. Čekaj. Ujebeti, dobre. Si se vrgel notka, da si pristaniški delavc. A sta sposobna narediti en kratek zaključek, 20-30 sekund? Fantastičen dan, Afrika nikoli ne razočara. Spoznali smo še eno novo plat Maroka, tisto lepo zeleno, hribovsko. Razgledi, vibe, pa tale mehanika. Stari. Ker se te zobniki sklenejo, to je tako, kot če si prijatelj date roko. A takole? Takole. Naredili smo več kot 300 km večinoma po brezpotju. Jaz mislim, da je Land Cruiser dokazal, da je zares ne samo še bolj terensko usmerjen, ne? Ker so rekli, da se vračajo k svojim izvornem DNA, pa vso tradicijo, da bojo v bistvu še ukrepili to, kaj zna narediti. Predvsem pa stari, udobje je noro. Udobje je noro, res je prav kleni terenc. To je nekaj, kar mene veseli, pa ta njegova bit, ne. Meni se zdi, da je tako, da bi njegovo bit poslali k frizerju, pa bi rekli dvojno trajno naredno. Land Cruiser je ena tistih ikon, ki se pač enostavno ne sme posloviti z tega planeta, ne. In če je Ferry Porsche rekel, da bo zadnji avto na svetu, športni avto Porsche, ne, bo zadnji avto na svetu, na Makedamu pa Land Cruiser. To je pa Gregorčič rekel. Dober dan je bil, res je bil dober. Folk, lepo se imejte. Srečno.